Ja, zelo smo zadovoljni z preteklim letom. Nenazadnje smo v celoti realizirali zastavljen program, deloma ga tudi presegli. Več kot 20 razstav smo pripravili, nekaj večjih, nekaj manjših. Izpostavili bi mogoče predvsem razstavo Hermann-Lisjak Vodi po vodi, ki si jo je v tem času gledalo že skoraj 11.000 predvsem mlajših obiskovalcev, s katero bomo ravno zaradi velikega interesa jo bomo ohranili tudi letos, v tem času že pripravljali novo. Potem pa seveda vrsta razstav, s katerimi smo stopili tudi izven naših zidov. Naj izpostavim razstavo v 25. obletnici slovenske osamosvojitve, razstavo v 70. obletnici rokometa v Celju, prenovili smo del stalne razstave Živeti v Celju, ki smo namenili meščanstvu v Celju med obema vojnama, in pa seveda zelo bogata razstavna dejavnost v ostalih muzejih in ustanovah, bodisi v Sloveniji, bodisi izven. V Srbiji, v Vojvodini smo v 2 muzejih gostovali z razstavami iz Otroškega muzeja, z igračami iz Hermanovega brloga pa še vedno gostujemo v Poljskih Kilcah, v tamkajšnjem muzeju igre in igrač. In tudi tam, kot so nas obvestili poljski kolegi, si je to razstavo v preteklem letu gledalo več kot 40.000 obiskovalcev, kar je res zelo visoka številka. Tudi sicer se lahko pohvalimo z bogato spremljevalno dejavnostjo. V Otroškem muzeju tako rekoč vsak teden, pa tudi čez vikend potekajo razne prireditve, od glasbenih sobotnic do gledaliških predstav, delavnic in podobnega. Več kot 20 kavarniških večerov smo izvedli, na katerih smo gostili eminentne goste, kot so recimo prvi predsednik slovenske države Milan Kučan, pa zgodovinar Janko Prunk, pisatelj Boris A. Novak, evropski poslanec Igor Šoltes, aktivist Tomo Križnar. Skratka, in te stvari so izredno dobro obiskane, z njimi seveda nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Vse skupaj pa je prispevalo, kot rečeno, k temu, da je v lanskem letu število obiskovalcev še naraslo, da si je vso to ponudbo, katero sem omenil, v naših matičnih prostorih ogledalo več kot 27.000 obiskovalcev, sicer pa vse naše razstave, tudi gostujoče, pa več kot 90.000 obiskovalcev, kar je dobro. Uspešno smo tudi nekako finančno zaokrožili leto. Uspelo nam je zaustaviti ta večletni padajoči trend proračunski, se pravi, da smo lani prvič nekako imeli na voljo več sredstev kot v letih poprej. Približno 640.000 evrov je znašal naš lanski proračun in jaz upam, da bo z letošnjim letom, kot rečeno, s to prelomnico nekako se vzpostavil ta obraten trend in tudi v letošnjem letu planiramo nekaj podobnega oziroma par tisoč evrov več.